Bom rekel tako, no, da v bistvu to je bila naša daleč najslabša tekma. Zdaj, fantje sicer ne vem, ali so čutili ta pritisk ali ne, ampak moram reči, da me je nekaj igralcev zelo razočaralo, zelo veliko več se pričakoval od njih. Mislim, da ne vem res, v čem je problem, ker res trenirali smo normalno dobro vse. Zadnjih par kol smo odigrali fenomenalno in enostavno, ne vem, kaj se je zgodilo v glavah igralcev, da so odigrali tako porazno. Mislim, dobro, imamo 10 dni časa, definitivno bomo tudi mi probali kakšne stvari, mislim, moramo popraviti, to je enkrat ena. Neke stvari se bojo po tej tekmi spremenile, to je tudi stoji. Tako da, se pravim, 10 dni imamo dovolj časa, vse še smer trdim, da smo zelo dobra ekipa. Se pravi, mogoče bi to samo slabdan, mogoče bi pač pritisk fantje niso zdržali, ampak verjamemo te fantje in mislim, da imamo dovolj časa, da se pripravimo in da začnemo to ligo za obstanek, tako je treba. Ja, predvsem se je poznali, da se Grosuplje dobro pripravil na nas. Mi nismo najdel pravega odgovora ne v obrambi, ne v napadu, tako da ne vem, ni nam stekel ne na enem, ne na drugem koncu. Ja, jaz, kot sem že povedal za intervjuje prej, lani polet sem prestal operacijo hrbta, tako da sem velik del sezone v bistvu izgubil. Sam sem se kondicijsko in fizično pripravljal z Darkom Prusnikom zadnje 3 mesece in prišlo je tako, da so me poklicali iz Škofje Loke. Sam sem bil tega vesel, ker nisem nameraval sploh igrati letos, ampak sem dovolj pripravljen, da lahko pomagam ekipi po svojih najboljših močeh. Ja, definitivno ne moram reči, da je popotnica dobra, ampak bomo šli na vsako zmago. Imamo odlično ekipo, kar se v zadnjih tekmah ni izkazalo. Imeli smo malo nesreče, ampak to še ne pomeni, da ne nameravamo vsake tekme zmagati. Dobro, moram reči, da sem res srečen, zelo pomembna zmaga, ker če bi to danes izgubili, mislim, da bi to težko bi se vrnili nazaj. Zdaj pa rečem, da lahko enakopravno se kosamo s ostalimi ekipami, psihološko smo res dvignjeni, čeprav smo večji del tekme se bali zmage, bom rekel, po domače. Po drugi strani, če rečem, da smo v prvi četrtini dobili 24 pik, pa pol naslednjih 30-25, mislim, da govori to, da smo zelo dobro igrali v obrambo. Ampak še enkrat bi poudaril, ni nobena patetika s tako sjajnim trenerjem, kot je Mitja Kuzmur. Mislim, da ko naredi on ta scouting, mislim, da to bi tudi, bom rekel, po domače slepec bi to branil, tako da sem res zadovoljen in mu čestitam tudi njemu in celom strokovnem štabu. Tako da verjamem, da zdaj bojo fantje dobili dodatan motiv. Čeprav moram reči, da smo trdo na tleh, ker še vedno zaostajamo 1, 2 ali eventualno 3 zmage za ostale. Pa mislim, to bo zdaj, mislim, da bojo vse tekme tu, bom rekel, na eno žogo, ne? Ampak mislim, da smo zdaj psihološko dignuli in mislim, da zdaj bolj upamo za obstanek. Po drugi strani mislim, da je to bilo žalostno, da je en klub, ki je tako urejen na svih nivojih, da ne bo ostal v ligi. Tako da ja čestitam res fanti iz srca, zelo se dobro voli, tudi Škofje Loki normalno, ker so res igrali fair i pošteno, tako da mislim, da je posebno zaslužena naša zmaga in gremo naprej. Ja, na koncu smo zmagali kar lepo razliko, cela tekma je bila napeta, ampak mislim, da smo zasluženo zmagali z borbeno igro in tako gremo tudi naprej v ligo za obstanek. Ja, s prihodom novega trenerja še obetamo več zmag, ki smo jih dosegali v rednem delu, tako da se bomo borili za obstanek in mislim, da smo tega tudi sposobni. Prinesel nam je dodatne energije, vse nas spodbuja, motivira in tega nam je mogoče malo manjkalo. Tako da zdaj z večjo energijo igramo, se borimo in res pustimo srce na igrišču.